ona bo zdaj tam, ne, ker je očitno Oto tako naučil v familiji, ne, pač ko gre kaj narobe, otroci berimo Cankarja, potlačimo vse vase, noter, ne, naredimo okoli sebe nek zapredek iz bodeče žice in se delajmo, da je vse super, fino, fajn in čakamo, da naš beli vitez potrka na vrata sredi noči. Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni v najnovejši ediciji Glav, v kateri bomo skupaj zapeljali čez tirnice in kolovoze kraljevega pristanka in se na koncu seveda posladkali z domačo obaro, v kateri je plaval predrag piščanec in še druge lekcije iz gospodinjstva v zahodnjem. Preden karkoli rečeva o tem, kam vas vabiva, o tem, kam se lahko povočkate, bi rad odgovoril na pereče vprašanje, ki ga je Anže postavil Juretu v zadnji epizodi Opazovalnice, in sicer koliko je meni Jure plačal za to, da sem pohvalil šamana v oddaji Vis-a-vis, in lahko rečem, da sva se z Juretom domenila, da on zdaj gleda House of Dragon, čeprav mu ta stil TV-ja ni niti malo všeč, in on pripravi potem zapiske, iz katerih midva z Anžetom snemava. Tako da to je bil ta honorar. Godler se je toliko žrtvoval, da zdaj gleda House of Dragon, in seveda, ker je človek, ki ne dela stvari polovičarsko, vsak del pogleda vsaj 6-krat, da lahko res pripravi izčiščenih 6 alinejc iz tiste ure 10, po kateri potem midva snemava. Tako da, Anže, to je tvoj odgovor. Ni šans, da on gleda House of Dragon. To je... Ni šans. Čeprav kot človek, ki je napisal tega šamana, to moramo razložiti, ker ljudje ne berejo teh knjig. Veš, to je sam nek vtis se daje, da ljudje berejo Godlerjeve knjige. On je v eni od teh knjig imel neko zdaj pa ne vem, kaj bi napisal, pa krenga šamana upeljal in bilo res slabo. V glavni veze, magični realizem. Anže ni vajen mešana slogov. Pridite v Discord, kjer je Pižamc nabavil nov računalnik in je cela ta saga v kanalu Zabavna elektronika. Hvala, Bole. Ja, sicer pa podprite ta podcast, Aparatus.si Preševnica podpri. In ga podprite. In hvala, ker ga podpirate. Pa tako, kot sem že prej rekel, tale nima po obritka, tako da vse, kar slišite, se sliši in je vse v zaston feedu, se pravi v navadnih glavah, v glavah plus, ni nič. Čeprav sem dobil en feedback, bi mogel jaz v oba feeda to dajati. Jaz mislim, da če zaradi tega, da ljudje, ker jaz več tudi pogledam v glave, plus pa ni, ne moram je ta neka. Okay, pa bom pa mogoče... Nemo kar v oba. Tega dam v oba, pa prejšnjega... že vidim, da imam del. Ok, v redu, bom. Zdaj sem me prepričal. Ker nisem, jaz tako probam razmišljati, fair point, v redu. Okay. Ampak ti zdaj razmišljaš skozi oči producenta, probi razmišljati skozi oči poslušalca. Veš, če imaš ti en feed, v kjer ga gledaš, recimo jaz se z avtom vozim, ne, in imam priklopljen CarPlay, ne, in ko stojim ko stojim na semaforju, ko lahko klikam, ne, kliknem Pocket Casts in kliknem Glave Plus in ni nove epizode. Seveda, lahko bi kliknil gor na filtre, pa frišno, da ti pokaže, kaj je v zadnje, ampak jaz nočem imeti tam zraven nekih drugih podcastov, takrat, ko si zaželim glav. Ok, bom dal, se pravi, ta epizoda gre tudi v Glave Plus. Ok, zmenen. Narejen. Okay. Začniva, kaj ne rečem. Kaj bova? Mislim, tale del je prikazal dve povsem različni družinski dinamiki, se mi zdi. Tem, kako na Zmajevem kamnu funkcionira familija, kako funkcionira predvsem komunikacija znotraj družine, v Kraljevem pristanku, kjer se mi zdi, da smo videli par takih zelo finih prizorov, kjer se družinska člana oba v potrebi po neki, bi rekel, tolažbi, po nekem, mogoče, niti ne objemu, mogoče že samo nekem pogledu, ki bi izražal majčkeno sočutja, kako potem
kar ostaneta v tem tangentnem, ne, v mimobežniškem modusu. Medtem, ko pa imamo na Zmajevem kamnu, pa se zdi, da vseeno je neki te iskrene meddružinskosti. Recimo, ko gledaš Rhaenyro s tem malimi, ki se igra, ko gledaš, ne vem, ta prizor od Jacea pa njegove žene, ki se tam pogovarjata o fotrih. Se mi zdi, da je, zdaj sicer tam je Paul Damon še, tisti je tudi čisto svoja. Hočem samo reči, da Damon je tak minus, kar se družinske dinamike tiče, da se lahko Rhaenyra tam, ne vem, igra 2 dela z otroci svojimi in jih gleda, lejte moji otroci, vse živo. Pa 1000 podpore, 1000 botrstev plačuje na mesec. Pa pride una macola z imenom Damon in pač lomi vse pred sabo. Ne, pač kaj sem jaz, se strinjam, ampak kaj bi še ena stvar je, ki si ti na Kraljevem pristanku, je drug vibe. Ti si, ti si na oblasti, ne? In čak, ti zdaj tlele zanikaš oblast, trenere. Ne. Jaz sem hotel reči, da uradno pa za ljudi, drugi pritiski so. Anže je ekipa zeleni. Hočem samo reči, da vsi pritiski, ki pridejo s tem, ko si v Kraljevem pristanku, pomenijo, da se bo več. Veš, tako bom rekel, na Dragonstonu ni človeka, ki ima rad noge, recimo, ne? Až tega lika tam v bistvu ni. Tam so samo neki ljudje, ki so tako, mi smo v podrejenem položaju, vemo to, rabimo zdaj vojsko, kdo bo z nami, borijo se za vse to. Na Kraljevem pristanku imajo pa ta veliko vojsko, potem v prejšnjem delu smo videli, kaj se zgodi, so že vsi paranoični, ampak bi bili paranoični, tudi če se ne bi ti zgodili. Se mi zdi, da Rhaenyra ni neki ekstra paranoična, ker je zelo očitno, kdo je agent kaosa v tej familiji, kar so že omenila. Možak s kapuco? Tako, medtem ko v Kraljevem pristanku ne bi bilo pa vse super in prav, ker mi smo na oblasti in samo vladajmo, dajmo se zmeniti. V resnici pa zato, ker je to dejansko sedež moči, je več silnic, ki potem eno familijo lažje razdrejo in se mogoče ljudje ne igrajo toliko s svojimi froci, tistimi, ki so živi, kot mogoče na Dragonstonu, kjer Rhaenyra vsake toliko živi neko življenje v rožicah. Tako da tudi to je mogoče faktor. Je pa res, kot smo rekla, Damon je črna luknja vsega. Tako da, sorry, povej. Ne, sej, in zdaj, če gledava, prej še desno rekel, tale Egon, sej on je pa zdaj kar malo priljuden, posluša ljudi, je tako, tukaj pa... Mislim, škaj je fora, je treba imeti v mislih, kam to pelje. Tudi, ko gledaš Rhaenyro, ki se s tamalima igra, vemo, kaj je usoda teh 2 tamalih. In hkrati, veš, Aemond je tako, hočejo ga... Ne, Egon. Egon, sorry, Egon je tako, ko bi rekel, kažejo ga malo kot, mlad je, to Hightower non-stop, to, mlad, nečakan, ne razume, ampak se mu že mal vidi, da je on mal... zdaj sem dal ta neko gesto zamaknjenosti z glavo. Da nisem. Ti nisi naredil geste, to je bil tvoj normalen tik. Normalen tik moj je bil, ok. Hočem samo reči, da tako nisem najstnik na prestolu, ampak bolj, čakamo, kaj ga bo zlomilo, ali kaj, ne vem, mislim. Ja. Načeloma, Kje bo tisto, da postane, poblaznili? Mislim, zelo je, tako, že spet je ta bolj okrnjena verzija Igre prestolov, to, kar so že večkrat rekli, ampak tisti, kjer se pa, zdaj sem pa ugotovil, kje mi je pa boljš, recimo, Zmaj, tisti, kar je res njihova močna plat, pa če zdaj malo preskočva, sam zato, da kar se na gradu dogaja, je pač te pogovori med Rhaenyro pa med črno luknjo, ne vem, zakaj hočem tako, med Damonom, tisti je res tako teater, dober posnet teater, tako glih prav melodramatično zaigrane so te stvari,
Ampak ti si res super. Jaz mislim, da oni res stavijo na to. Jaz razumem, mogoče zakaj to nima toliko mainstream vpliva, ali pa ne vpliva, tako da ne pridem med toliko ljudi, ker gre za tako, ljudje v eni sobi, ki se derajo eden na drugega. Zelo teater je, ampak mene to kar prepriča. Moram reči, da jaz tako za te scene zdaj sem malo začel živeti. V bistvu meni je to super, ker je tudi tukaj, dejansko ta del je bil poln teh scen. Meni je tako že, ko sem začel gledati, že sam to, tam, kako imajo ta mali svet, to ta prvi, se pravi, itak že najprej Otto pa Alicent, ker Otto razloži, kakšne plane, te debate in, a veš, tlele res stojijo, vse ti neki ti prizori, kjer so 1:1 oziroma mogoče 2:1, kjer imaš ta svet noter, svet, noter je tako, wow, funkcionira. Čeprav, ena stvar, ki se mi pa zdi, kje se pa tudi razlikujete, ker smo se pogovarjali zadnjič, kako pač te zanimaš tle enega tazga, ko si imel v Igri prestolov, tam je bil Tyrion zraven, tam je bil Varys, tam je bil Mezinček, za vse tako se vedel, ampak dejansko so teli še zmer malo bolj na Zmajevem kamnu, so pa čist, se mi zdi tako, sam ena podlaga in pa sprtu. Soni in Mojster in vsi, ki so not. Pač tle imajo vsaj mečke, tle veš, on Lannister je zanč hotel, bi moral koniček biti, pa jih majhen pokaže, tam so pa res zelo homogeni, so preveč v bistvu, to je res. Ne, kar bi, ampak oni to, mislim, to, kar Rhys Ifans naredi v tem delu, kako on odigra, tle se vidi tudi pač po svoje, kje je on, igralsko, kako, se drugi, noben ne igra slabo. Ampak zdaj spet reče, če skačeva. Sam izvem, mislim, mogoče moj v delu polnem nekih takih hudih, zapomljivih prizorov, pravzaprav meni najboljša stvar je to, ko on reče nekaj, Egon reče, Cole je pa ukrepal, Cole je pa naredil plan. In že sam tako najprej, sploh še ne pove, kjer je plan, sam tako, ko se obrne. Jaz sem se začel glasno krohotati, ker sem tisti. Pa dvakrat sem gledal, dvakrat. Kva je pa naredil? Ko vidiš, ki se kar skup leze, ki ve, da bo neka neumnost. To je das res, to je das res, Sam pogleda, pa šte mini, ki so... ki imajo ta prvi sestanek ki pokaže na Zmajevem kamnu, ki je ta, to je propaganda, prav, da pač, in ki pravi, da ni res, tega ne bi naredila. In sam tako, ki pokaže, ko ona še govori, Daemon črna luknja, itak, zredko nekam, tako veš, zdi se, da malo požviš glava, malo veš, ne, pa se... In ki ga Renja pogleda, sam en pogled je in v njim pogledu, on je tako. To je v bistvu, to je super, to je res super, kako bi rekel, res je, veliko je povedan, v bistvu dialog se pa nekje drugje dogaja, dialog se nekje, unaka pa sam pogleda, goddammit. In je dosti ta moment je, kar Otto to, kaj je zdaj naredil, prej pa sam vidiš, mi smo krivi, tako je. Pa, mislim, tisto, kar mi je všeč, ko se grejo te, v bistvu, se to Otto v bistvu eksplicitno reče, kar reče, da ne igrajo dolge igre, te bi vsi takoj vse zdele, in se vidi ta neizkušenost, ampak hkrati je pa ponovadi res to, kar lomi te aristokrate, pač ego. Ego je večino cajta več kriv, kot karkoli drugega. Ali pa hemofilija. To je tudi res. Veš kaj, še tam, ko zdaj nori zaradi sina, tako. Bi jaz, malo me je presenetil, tako zelo je, ker se vidi prej, da se on ni s temi malimi ekstra ukvarjal. Veš, takrat ga v prejšnjem delu ga tako pripelje za unga konička, pa to bolj zato, da ga, veš, ni neke resne. Tako maga tam, jaz imam froca, 1 uro na dan ga mogoče vidim, tako je življenje, zelo ta vibe, zdaj pa ubili so me otroj čist nervozen, ker v bistvu vidiš, da je bolj ego ranjen, da je on, da so mu prišli do živega, kakor dejansko neko žalovanje
za otrokom, čeprav pa malo ne bomo ga paridirali, nekaj pol oto takoj, kako bomo to izkoristili. Ne boste mojega sina, ampak je tako, model, res, to zdaj sam igraš, tako zelo je tak. Dobro pelejo to linijo, kjer je on nekako že mal nor po svoje, a ne, pa v bistvu res dosti nas se gleda. Ne vem, zakaj bi pol bila una scena v prejšnjem delu, ki ga tam pije na prestolu s kolegi, recimo, ne, a veš, kje je pa ti bil, zakaj pa ti nisi bil? Zdaj, te tam male mora nekdo spadati, se ni treba, da ga izmerno žena, razumeš, ali mislim, tako, veš, take, tako klepa vas spati, sina ste me ubili, ne. Čeprav, pa še to, na zadnje, ne, ko so se pogovarjali, ko tam ga ubije, ne. Zdaj, ko zvemo, da so mu tudi glavo odrezali, da je on hotel z glavo vam pridati. A nisi tega poštekal? Sem poštekal, da ga mesarijo. Je rekel, da rab glavo za to, da bo... No, jaz sem to, tako bom rekel, najbrž vedel pa vmes pozabil, ker je bilo tisto preveč grozno, ne boš, kaj sem se pa spomnil. Ker je bilo zdaj tudi, sem malo na neto spremljal, pa se Red Wedding je bil tudi bad, pa je tako Red Wedding ni. Pa se pa spomnil, da je tam eno zabodil, ki je bila noseča, ne, tako je bilo, ne. Ja, tako, viš, Rob Stark, pa telo, pa glava od volka. Exactly, in glih to hoče reči, to ni nič bolj bad. To pač res je zelo martinovsko. Se pravi, razlika je ta, da imam jaz prav. Že moralna relativizacija v tom. Hočem samo reči, da sem zelo, pač res je ta razlika, da imam pač otroke zdaj, prej pa ne, prej to zelo večjo distanco lahko spremljaš, tako da, načeloma. Ja. Ampak tudi ta, če smo pri tem pogrebu, se mi zdi, je bil spet tak klasično Igro prestolnice, prav, ko imamo ono množico, pa ki gre a si spoznal človeka, ki se dere, ki je bil tokrat ta shame model, ki se dere, Scroobius Pip, nek britanski rapper, spoken word, in zanče, glikko zanče, sem rekel, učak, ampak pa sem tako, ne, on je dal, da nastopa, da imel neko epizodno vlogo v tem novem šovu od Acolyte, od Star Wars, ja. Ja, in pa si ga očak, ne, to je on, ker sem tako veš, že v zjutraj, ko sem gledal najprej, pač to mi je znana faca in sem šel gledati in in je Scroobius Pip in bom dal en njegov komad v zapiske, tako da ga malo tako. Je pa zelo zanimivo, jaz sem prvo mislil, že spet se greste poceni Igro prestolov, ker ta sprevod je zelo omejen, ni toliko epski, kakor, ampak sem pol dojel, da je to poanta, ne, da mora iti čez te ozke ulice, da jih ljudje čisto dajajo, da pojka se voz ustavi, pa ljudje začnejo v Heleno rint, da je to cela poanta tega, da je vse vtesnjen, pa tako, ne. In je v bistvu, mislim, zanimivo je to, ne, da Alicent, ki je morda posredno kriva za to, da Cole ni bil tam, ki bi mogel biti, načeloma. Posredno. Zdaj jo ful to laži, ne. Ampak je pa tako, da se mi zdi, jaz znam čisto pogruntati, kaj si misliti o Heleni, ne? Ker je zgleda res neka relativno dobra duša ujeta v ta sranja. No? Tako meni spade. Ona še ni imela nekih teh momentov, kjer muti ali pa tako še ta, ne, tako kot si rekel, odnosi v družini, ki gre mimo moža tam na stopnicah, ne, pa je tudi bune reče, še pogledajo jedva, pa gre memne, una pa sam, ne. Tako, v bistvu je kar da malo vedeti, da je ona kriva, da je sin mrtev, ne, tako ta nek, ne, ona se mi tako kar smili, ki je v nekem tem vrtincu, ne, bomo videli, kam to pelje, pol njene odločitve proti koncu, ampak ja. Evo, hvala Bogu, jaz sem tle res pričakoval, ko bo, moj Bog, truplo bo šlo dol z voza. Truplo se bo zakotalilo dol. Kaj sem jaz pomislil, da se bo glava odlepila? Fak, sem rekel, prosim, nehite, dosti je bilo stane. Pa se hvala Bogu ni, ne, se prav vidi, da so na to cikali, se mi zdi, ne, da je prav bilo mišljen, da mogoče pa to. Jaz bi še tako rekel, no, od vseh teh spletkarjev pa to noge, Wikifit model, ne, Laris je pa tako, to je pa okej, je pa, mislim, tako bi rekel, on ali pa Varis, ne, vsak na svoj način sta weird in cool, na ta način, tako so naredili že spet en lik, ki rečeš, alright, to je pa v redu. Samo da takih je bilo, kot so prej rekli, v Igri prestolov, ene 7 na epizodo, ne?
je kle mogoče dobimo enega, mogoče dva, recimo, ne, da dobiš, ne, ker res te na te glavne bolj stavi vse skupaj. Ampak ful dobro, pa to, da so unga najdel, pa super mi je bila ta Pa kako povejo ste? Ja. Nič ni, tudi odprl sem, tole je bilo, ta je bil kriv, to je bilo to, uni bil znal to. Pa reče, are you gonna hurt me? Pa reče, ne, jaz te nam, ne bom pa nič rekel za kralja in pride noter in ga stisto. Ne vem, kako se je reče, to bi zdaj. Buzdovanom. Ja, a veš, to je nekaj za Romana, ki bo rekel, ne, to je pa. Ne. Neka druga palca. V 16. stoletju ste to sicer že nehali uporabljati, ampak če gledamo obdobje od leta 1475 do 1412, je bil pa to tretji najbolj popularen pripomoček na bojišču. In pa ti Roman ti lahko še pokaže, kako ga vihteti. Pravilno. Roman Vučajnik je Luka Dončić teh orodij, veš. Orožje. Ne, ker weird se. Mislim, da Roman ima bolj zdrava kolena. Ja, najbrž. Vse pozva tam, zdaj Zmajev kamen so že malo menjala. Tako, zelo mi je zanimiv ta tudi preskakovanje pol na zmaje, ker greš iz teh zelo, sem rekel, teater, samo dve sobi, mogoče tri, če bo že dovoljeval, tako zgleda. Na pol te v resnici pa zelo epske, zmaj odleti, zmaj pride. Mislim, ta scena Damona, ki pride ven v tizmo oklepu, na zmaj, ti si res dober. Mislim, to je čisto hodo, pač res hodo. Če hočeš zmaje gledati, to hočeš. Ne? In se mi zdi, da imajo nek ta, koliko zmajev na epizodo bomo gledali, da se ne pozabi na njih, ne? Pa da res pokaže, koliko so te stvari res vredne. Se mi zdi, to je mogoče bila ena boljših stvari meni v Igri prestolov, da se je in magija šele prebujala, in zmaji so se spet šele prebujali. Klepa oni s tem v bistvu živijo in res je na podlagi teh zmajev veliko odvisen od pač igre moči potem, ne, med hišami in hkrati zagotavljajo to neko epskost, ki bi res mogoče pa preveč manjkala, če bi gledali sam ta teater v sobanah, recimo, ne. In se mi zdi, da je dosti dvakrat, da pride in naredi in si tako, moj bog. In tle sem mogoče tudi ta še pol vidimo zdaj, preden gremo na Cowla, ne, in na ta plan, je tudi, kako pravzaprav se nekako obe, ne, ker smo videli, na eni strani imamo Rhaenyro, ne, ki se s Tamalimi tam igra, Alicent pa tam sama, gre se svojo kad noter, ne, se pravi tudi, ni recimo, da ona šla mogoče do Helene, pa do vnukov, ne, ampak ona bo zdaj tam, ne, ker je očitno Oto tako naučil v familiji, ne, pač ko gre kaj narobe, otroci berimo Cankarja, potlačimo vse vase, noter, ne, naredimo okoli sebe nek zapredek iz bodeče žice in se delajmo, da je vse super fino fajn in čakamo, da naš beli vitez potrka na vrata sredi noči. Se to, zdaj pa tako. Imamo, prvo je Cole pa Arik scena, to deva, a ne, zdaj pa tako rekel. Zdaj pa, sam neki. To je tok pocen fora, da sta ona da dvojčka. Jaz sem cel caj to razmislil. Sem rekel, kako je pa to? Ampak v resnici, pa za okolje, v katerem se to dogaja, gremo res srednji vek, se vem, da ni srednji vek, ampak je pa to zelo legit prevara. Kako je neumen. Je kva, nimajo glih osebnih izkaznic, a veš? Slikni, slike so fotografini, ne? To je res daleč stran, kakorkoli obrneš, ne? To je tako, da še bi živel Tone Gorenc, ne, tvoj. Ja, moj znani bratranec. Bratranec, ki bi ti bil res noro podoben. Avtor kolarstva. Tako, ki bi ti bil noro podoben, on bi na Ptuju živel, razumeš? In pol imaš ti neki event v Ljubljani, recimo, in on pride na mest tebe. V srednjem veku Ben ne bi vedel, da to nisi ti. Pa še tako bi rekel, sploh ne bi, mogo bi imeti samo brado, bližan iste kile, recimo, lasje so že, a je važen, v resnici, ker to cajta ljudi ne vidiš, a veš, lahko dolge, lahko bi bil zabrit v resnici, pa bi sam rekel, ja, zabril sem se, uši sem imel, kar je čist legit reči v srednjem veku najbrž. Ne?
in bi jih nategnil. Tako da, to sem hotel reči, tukaj pocen forum, ampak v resnici čist legit, meni to čist funkcionira, tako da čist ok. Meni je, če gledamo njiju, zdaj, ok, dajmo skočiti na to sam še, ne, pa na to Kolovo, kako projicira, pa kaj vse počne, ampak lej, to je dejansko, pač, kar smo videli v tem delu, ne, je pravzaprav največja reklama za to, da ko greš na svoje odkrovne firme, da se splača vložiti sredstva za nov CGP. Ne, veš, sorry, če bi imeli drugačne, ki so šli oni, oklepe, se jasno je, zakaj niso hoteli, ker pač mi smo, pač Renir je rekel, jaz sem ta prava kraljica, jaz ne bom menala oklepal. Vse štima, ta star, vse štima. Ampak lej, sam če bi imel zamena, če bi rekel, ok, lej, bomo mi pokazali, tako, ker si imel papeža, pa proti papeža, pa to pa so verjetno drugačne mitre pol gor, oziroma karkoli imajo, mitre so škofovska pokrivala, to je tudi nekaj, kar bi Roman vedel. V glavnem, so malo drugače, tukaj pa, evo, tudi to, pač mi smo kraljeva straža, se kvaje, zdaj imamo tle te uklepe in... Zato pa pravim, da na prvo žogo zelo pocen, pa bolj, ker razmišljaš, kako to je vse ima smisel. Še toliko slava forani, pravic povedan, ampak tisto, kar je meni tle zanimiv, ta Cole Arik scena, mi je tudi dosti super, ker Cole malo da vedeti, nisem jaz kriv, da so tam malo ga ubili, tako zelo, da vse to naj zve, mežik, tako zelo to. Pa ta manipulacija Arika, se mi zdi, da je zelo cool, vse neki na čast, pa na vse ostalo, kle vplivati, mi je cool fora, pa potem, zdaj, če greva sam, če skočimo na dvoboj, Ne, še pred dvobojem na zmago kamena, ker kaj že, bela glista, mižerija. Sem rekel, kako pa njo zdaj spet gledamo, sem bil na začetku tako nič jasen. Pol pa dejansko, zdaj upam, jaz ne vem, ne mi povedati, to sem hotel sam reči, ona je tam zato, da vidi v bistvu Erika, se pravi brata, kako pride in je tako, on je bil glih kar z mano, to ni isti človek. Da ona pove, in me zdaj zelo zanima, ali bo ona na podlagi tega ših zdaj dobila, na zmajevem kamnu in ti si tiho. Ker me hočem, da me to... Ne, zdaj tudi ne vem. Ampak je bilo super mi tudi to, ker niso šli kazati, ker so rekli, vse ljudje bojo poštekali. In je rekla, počak, in pa da brat pride kaj v sobane, pač tako je bilo lepo nakazano. Ampak če smo zdaj prnej, pač mogoče preskočiva res, da je kar na ta Cargill Bowl, kot mu pravijo fani. Po Clegane in Bowlu. Recimo, kako je ona, ki pravi, kako smo mi, ki ima pogovor z Reniro, tam ga pravi, pač jaz sem skušala, ampak pač vsi, kjerkoli je bil, pač vsi me gledajo sam kot prostitutko, pač jaz sem kol ne bom enaka. Se pravi, te vertikalne mobilnosti v zahodnjem ni. To, lahko si jara gospoda, lahko prideš do sredstev, s katerimi si izboljšaš trenutni položaj, ampak da bi te pa drugače gledali, pa ni šanse. Je nemogoče. In pa imamo ta, tiskaj kar napet, ki sledita, pa misliš, a se bo najdu ali ne. In meni je bilo super, kako je bil tudi ves ta pol spopad narejen, ker ne veš, ker si tako veš, kar je nira, oziroma ta tretji vitez, ki pride, pač ne veš zdaj, kdo je kdo. In spet ena stvar, ki sicer nisem se jo jaz spomnil, sem bral na Reddit, ampak sem rekel, hvala Bogu, da nista tega delala Benioff pa Weiss, ker bi zihar dobil prizor, ker je tako jih gleda, ta te izbere, pa reče, jaz sem ta prav, ne ga ubi. Da bi bil Spider-Man meme. Nismo imeli tega, ta Looney Tunes variantica, ampak ful napet do konca in pa luno že, kdo pa kako, in pa ki reče, vaša milost, ne rečeš, ne, Erik je zmagal in pač sepuku zahodnjanski oboh, ti si zabolel. Jaz sem pozabil sem že, da je tak konc. Ti si bilo, pa tudi že spet ful dobro, ta prav boj med dvema z velikimi meči, ni to ninja, kar je res to Igri prestolov, res zmeraj štejem v dobro, da so res vidiš,
ki zamahne s tistim mečem, da ga vsi komi dvignejo. Pač da ni to. Ja. Pa še ta moment mi je bil zelo mi je bil kul, ko vidiš Rhaenyro, ki nič ne more. Ne? Je pač tam, čist je zaprepadena, pa ždi, pa še zelo mi je všeč, ko pride se pravi Erik noter, pa potegne mečem in reče: I had no choice. In tam v bistvu še nekako misliš, ona, ne, za njo, ne, je tam on, v bistvu ni Erik, je Arik. Ne? Arik je unkaj prišel. Ja, tako, sorry, sem dober me. Bad guy. Bad guy pride noter. A je bad guy? Ni, ampak ful mi je dober ta dialog, mi je dober, ker reče: I had no choice, v bistvu, ne, da ni imel izbire, nekako ona misli, kdo ni imel izbire. A moj človek ali človek? Ne? Na začetku še ni jasen, dokler ne pride ta prav noter. Tako da, res. Pa tako kul mi je, mislim, tako kar malo mi jih je škoda, ker sta mi bila dobra fora, dva brata, vsak na svoji strani. Sem mislil, da jih bomo dlje spremljali, da bosta ena, dva od teh likov, ki mogoče do konca prideta tega, pa je nekako na koncu skupaj, pa sta bila zdaj ponucena za zelo čist super twist, twist, tako nek plot point, že v tej epizodi. Ampak ker, mislim, tako, na začetku sem tako, kle se je pa bolj malo dogajalo, pa že spet, ker sem razmišljal, to je bil dober del meni. Ta del je bil meni, res ok. Škoda sem še pozabil, sorry, povej. Ne, tako bi rekel, kot je Oto rekel, Egon je rekel, pač, po kaj vizi ti umrl, smo mi siromašnejši. Ja. Zdaj, zaradi tega, pač tudi tle je, pač, ko sta te dva dvojčka umrla, je zdaj ceh hipsterskih kelnerjev v zahodnem siromašnejški. Ja, to ja. To je, kad njega vidiš, veš, da te ne bo vprašal, kakšno kavo, ampak da reče, kakšno kavo bi, da ni rečeš z mlekom ali pa ne, ampak da moraš specificirati, aj single origin, s kjer plantaže je, koliko časa je pražena. Ne? To je to vprašanje, ki ti ga postavlja. Škaj še ne smemo pozabiti, to pa res ne. V bistvu imamo eno sceno z tistim kovačem, kako mu je že ime, Hugh, ki ima celo, se nam je kralj obljubil denar, pa mu žena reče, kdaj pa bo prišel ta denar. Je tako malo tišina in se mi zdi tako zelo zanimivo, da je to tako izpostavljen, ker oni res delajo oklepe pa orožje za vojsko. Tako da to me zanima, kam peja. Exactly, neč govoriti, pižam, hvala. To je ena stvar, pa pol naslednja stvar je bila pa še ta, ker so pač, to se zdaj že malo skačejo, ampak te podgane lovijo, ki visijo tam na zidu in vidiš, da je tudi ta podganar, ki še pes je noter, ga čaka, te psi. Res je unconditional love. Okay. Ampak ta zmikaut, ki jih vidi pa vpraša, tam je zgledal, da bo pomemben, ampak ni. Jaz mislim, da bo nekaj. Tam je tako zelo mi je bil v redu, tam jabolko zame, zelo tako nonšalont pride, da unema, ko so bateli modeli, tako zelo, tako mi je bil, tako nisem bil zihar, nekoga novega spoznavamo, ali je sam zato, da je lahko vprašal uno mamo, ki je videla tam sina, ki visija, recimo. Tako so ga nastavili, da imam občutek, da se zna, ampak prav nisem šel niti gledati, kako ime temu liku za to, da Škaj me je ful prepričal? Ful ima dober kostum. Kostum za glavnega igralca imel. Ni imel, če bi bil nek statist, bi bil nek model v nekem fraku tam, eno rjuho daljša z njega, pa sam dve, ta je tako oblečen, pa tisto taško je imel, ki je jabolk pospravil, tako da sem bil zelo, sem rekel, pa še tako, ne vem. Nekaj bo. Ja, da vidimo. No. Okay, to, ki je... Pa še te dva imamo brata Hal, potem tudi, te dva... Ko pride, ki je en vojak, en je, mornar, en kvelnik, en je ladjedelec. In tam je tudi super ta prizor, ko vidimo tega mlajšega brata tam, ki je na plaži, nabira tiste školjke in ko gre zmaj čez. Ja. Zmaj brez jezdeca. Ker par zmajev je takih. Kam bojo te zmaji zdaj šli? To bomo verjetno videli v naslednjih dneh. Sicer pa je nič, vmes pa pozabila še pač pri tem, kako ljudje se v kraljevem pristanku ubadajo s svojimi čustvi, Emonda, ki je tam s Stiflerjevo mamo,
v bordelu. A misliš, da ta referenca še deluje leta 2014? A misliš, da najvrš? Ne vem. Se bi rekel Beli Lotus, ampak je lik bolj... Lik je bolj Stiflerjeva mama. Ja, In s tem, da je ona je bila v prvi sezoni, ki iščeta, on pa Laris, ki iščeta Egona. In on reče, pa če jaz sem tukaj izgubil nedolžnost, ker sem bil star 13 let. Tako da očitno je ta travma, pač vse, a veš, kakor si 13 let, kaj je, ne, otrok si, nimaš, ne. In je očitno ga je to, da se zdaj k nej vrača, da je to pač to zdaj edin materinski lik, ne vem, ki ga pozna. In meni je po svoje to, pač, ki ga vidiš, koliko krhak je, se pravi, da je tudi nekaj, kar je pravzaprav on na zuni možat, pa zdaj se bom jaz s tem, pa to. In ki tle videl pravzaprav, kakšne posledice ima to njegovo dejanje za družino. Se pravi, zdaj vprašanje, a je njemu res toliko žal, da je Luka zaradi tega, pač ker je Luka Vento, ali ga mu je žal zaradi tega, kar je zdaj to prineslo njegovi družini. Ampak, ko ga viš, koliko je sesut in koliko je krhak, pač spet kako je ta neka moškost, pač pravzaprav sam očitno neka krinka, pod katero skriva nekaj, kar je pač tam ostalo zakrnelga, ker nikoli ni bilo ponujene dovolj ljubezni, da bi se lahko razvila v normalno osebo. Pa še, da je še to omenjeno, ker spravka Oto ni več roka, in to rata Cole. Je ta zadnja scena v bistvu med Coleom pa Alicenta, ki je ona kao jezna na njega, pa že spet se tam ljubčkata, je zelo tako, jaz sem prvo to hotel interpretirati, že kot sta videla bila to zmenjena, pa mislim, da glih zaradi tega ta scena, da ne, to se je pač zgodil, pa tudi vidiš Alicent, da je to ni najslabš, ker bo ona zdaj imela pa največji vpliv na kralja, na ta način. Tako da ona ima tudi to v zadnji. Je pa res, da ima ti z Ototom ta lep pogovor. To je bila tudi ena dobra scena. Super. Kaderona omen, se pravi, to je še ta tretji otrok Egonov, ki ga do zdaj pač nismo videli, oziroma sam enkrat so ga omenili, da je tam, kar je po svoje čisto super, da ga ne kažejo, ker pomeni pač takrat, ko bo na vrsto, bojo lahko dosti starega igralca dobili. Da se ne obadajo s tem, ampak je to, meni je tako, ona že cel del jo preganja, ki hoče s Heleno, až tisto, kar si videla, ona ni nič videla, ona je bila straumirana, ona je preživelega otroka in tudi tle pa to, kar reče, oče, grešila sem in tega nočem slišati. Ampak veš, to je meni kul, ker to je pa v bistvu polo Doto ta slepa pega, Še vedno je njegova slepa pega, so pa njegovi otroci, načeloma, A veš, tako je, da tudi on ima nekaj, česar ne vidi v vsemu temu, Tako da, zelo, mislim, moram reči, da zelo tako kul del po tistem prvem z umorom otroka. Ampak dober. Štekam pa, zakaj to ljudem ni Igra prestolov. Zmeram bolj razumem, zakaj tudi ni to velika stvar, zakaj pač res razumem. Ampak jaz moram reči, da mene se... Meni, če mi bojo dejali naprej še v teh 6 delih, ki pridejo pač take pogovore, pa itak spet to, ne imamo plan in pa ga ta neka impulzivnost ga poruši. Pač imeli smo publiko, imeli smo ljudi na svoji strani, a si moral obesti vse, a si moral, zdaj že. To je normalno stavek. Se strinjam, zelo se strinjam. Res, kako on odigra, to je... Pa zdaj, kaj bo Damon naredil, Kaj bo Damon naredil? A mu bo ratal v starem dvoru, kamor je šel? Mislim, a je šel tja? Kamor je rekel? A je sploh šel? No, točno to. Mislim, zanimivo bo še spremljati to. Mislim, zelo je dobro je zapeljan, malo bolj manageable je, ne zapade nikoli za res v Santa Barbaro, za vse, ki ste tako stari, ki mi razumete to referenco, pač v neko res žajfenco. Glih prav je melodramatičen. Hočeš reči skrito v raju? Skrito v raju. To zdaj mladi gledajo, reči skrito v raju. A kje je to, to ne vem? A to je... To je ta nova slovenska, ki so dali v nekaj, ki so snemali, mislim, da 3 sezone naenkrat so posneli čez poletje v enem kampu in zdaj
Aha, to pa okay. Slukajo. Slišal sem že, samo ne vem, kaj se dogaja. Aha, to je tako, to je zdaj soap opera. Okay. To je pač slovenska soap opera. Ja, okay, redo. No, imaš te skrito na zmajevem kamnu. Torej. Mislim, ne zapade preveč v to, res je glih prav, no, tako da pa taka proper igra prestolov. No. Tako da to je več ali manj to za tokrat. Vse sva. Naslednjič spet. In hvala, ker ste poslušali. Še enkrat pridite v Discord, pogledajte, kaj je Pižam skupaj. Kje računalnik, če vas zanima. Se tudi druge reči dogajajo. No? To je to, pa hvala vsem, ki podpirate. Še enkrat aparatus.si, Pševnica podprite, ker ste dobri ljudje, ki podpirate stvari na internetu. To je zdaj ta cikanje na dušo. Dejte denar v resnici. Če boste podprli, boste tudi, kadar ni po obritka dobili svoj feed. Ja, bom zdaj tako naredil. Že to so ljudje, ki plačujejo, ni morva jeti na roko. Če oni hočejo, če pogruntamo, da bi bilo fino, da ti lastnoročno zapečeš na ključek epizodo in da odneseš ljudem te ključke domov. To bi mogel narediti, ker to pač mogoče imamo pa to tretjo stopno, 1000 evrov na mesec. 1000 evrov na mesec, to je pa pol zmajevec, recimo zmajevec, če imamo in ti vsakič, če daš 1000 evrov na mesec, Anže posname epizodo na ključek, pa je ali jaz, ali pa ti jo dostavlja na naslov. Znotraj Slovenije. Star začuka na mesec lahko na klicu zraven. Bo začela prek Zuma. Ne govor tega, že. Ko bom rekel, ki ti govoril, ne obljubljati tega, ker zdaj je že en začel, en zbirati za Jurija. Pri kjer epizodi bo zraven. Hvala ljudje, ki poslušate. To je to. Reče dio, Pižam. Čakaj. No daj. Že spet, ne, prosim, ne. Prosim, moramo, ne. No daj za na konc. Sam reče dio, bom pa ugasno. Adijo. Čau.